Lep pozdravček vsem. Za tiste, ki me še ne poznate, moje ime je Barbara Mali. Sem certificirana facilitatorka Access Consciousnessa in poleg tega sem tudi facilitatorka 3-dnevnih body klasov in tudi še ene Accessove specialnosti, ki se imenuje Radost poslovanja. In zdajle že kar nekaj časa uporabljam eno orodje izmed tisoč orodij oziroma več tisoč orodij, ki jih imamo na voljo v Accessu, ampak zdaj tako, ko bi rekla, ga uporabljam zares, če lahko bom pa tudi malo kasneje povedala, kako je zares uporabljati to orodje, in vidim ful spremembe, torej jaz ga konkretno na poslu uporabljam, in sicer to je orodje, da vsak dan razgradim in uničim to, kar je bil moj posel do danes. In zato, ker vas je veliko tudi v tej skupini, ki imate posle, sem rekla, vam delim tole orodje z vami in mislim, kaj tukaj naredimo. To ne pomeni, da zdaj bo vaš posel razpadel in pač lahko govorimo tudi o drugem poslu, torej vaše cele življenje je posel, torej ko se zjutraj zbudimo, smo v poslu in koliko poslujemo. Tako da pač lahko aplicirate to orodje na vsa živa področja svojega življenja. Bom verjetno tudi kaj več o tem omenila. Ampak dajmo zdaj pogledati za posel, ne. Torej, če vsak dan uničimo in razgradimo posel, uničujemo in razgrajujemo neke pretekle poglede, neke zaključke, neke sodbe, ki smo jih naredili glede svojega posla, neke predpostavljene resničnosti, neke projekcije, neka pričakovanja in si ustvarimo kot en nov bel list, novo belo platno, jaz rečem, na katerem zdaj lahko izberete nekaj drugačnega. Začnete lahko kreirati čisto na novo. In torej, ko sem rekla, uporabljam to orodje zares, ker mi lahko rečemo, ja, uničujem in razgrajujem svoj posel, ampak ga nismo v resnici voljni razgraditi in uničiti. In ko pa rečem, torej zares, ko smo mi voljni noter, ok, vse, kar je bil do zdaj ta posel, zdaj razgrajujem in uničujem, dejansko uničimo in razgradimo, odkreiramo vse te neke pretekle poglede, iz katerih smo prej delovali, oziroma preteklost, ki smo jo imeli s svojim poslom, preteklo neko delovanje, če lahko temu tako rečemo, in lahko začnete znova, torej rečete, ok, kaj bi danes rada ustvarila kot svoj posel. Kaj bi rada danes izbrala v poslu. In dejansko že sam to dejanje, da vsak dan razgradite in uničite to, kar je bil posel do zdaj, ustvarja veliko novih možnosti, veliko nekega prostora, ker namreč ne, torej prostora, v katerem se lahko prikažejo nove možnosti, ker namreč ne delujemo iz stare oblike in strukture, ker zelo hitro lahko naš posel tudi ustvarimo kot neko obliko in strukturo, in če ustvarjamo posel kot obliko in strukturo, ful težko tam karkoli spremenimo. In ko rečemo vsako jutro, torej vse, kar je bil moj posel do danes, se to razgrajujem in uničujem, tudi grejo te oblike in strukture stran in lahko začnemo čist na novo, čist neki, ja, dejansko tudi pridejo neke nove ideje v naše zavedanje, ki mogoče prej niso mogle biti, zato ker smo skozi poustvarjali to preteklost s svojim poslom in tudi vidim veliko tako enega, kako bi rekla, posnemanja in kaj, če vam ni treba posnemati drugih, ampak lahko začnete posel res svoj čist na svojstven način ustvarjati in kaj bi radi ustvarili kot posel in kaj, če vi veste veliko stvari v poslu, ki jih ne ve nihče drug. Ali pa, če lahko lahko tudi vi ustvarite posel na nek drugačen način, kot ga ne more nihče drug. In že samo to, da ste vi, pa da izbirate iz svojega zavedanja, da sledite energiji, sledite svojemu zavedanju, bo vodilo do tega, da boste svoj posel čisto drugače ustvarili. Ker lahko delate oziroma izbirate neke stvari, ki ste jih videli, da jih drugi delajo in lahko to za vas ne bo delovalo. In govorim iz lastnih izkušenj, ker res nisem nič drugačna od kogarkoli drugega. Tudi pač jaz sem gledala, kako drugi ustvarjajo in sem pa želela nekaj na podoben način ustvariti in ni delovalo. Zato, ker pač to ni bila moja zadeva, to ni bila, ni bila moja pot. In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan,
bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemelj prvem pokolenju Shorts, Boys, Povac and Beyonds. In tudi na podoben način kreiramo svoje življenje, na podoben način kreiramo svoje odnose, torej gledamo, kaj drugi počnejo, potem skušamo ustvariti svoje življenje ali pa bivanje ali pa svoje odnose na podoben način, kot jih ustvarjajo drugi, ampak kaj, če to ni vaša resnica? Kaj, če to mogoče se česa sploh ne lotite, zato ker vam je vse to tako čuden in težko, ne čutite nekih možnosti, ne čutite da bi bilo to nekaj za vas, ampak to zato, ker mogoče delujete iz neke laži, da bi morali imeti nekaj, kar imajo drugi. Ampak kaj, če lahko vi ustvarite čisto drugačno življenje, kaj, če lahko ustvarite čisto drugačne odnose. In to orodje, torej da razgrajujete in uničujete stvari, lahko uporabite torej tudi za svoje odnose z partnerjem, z otroci, z sodelavci, z prijatelji, znanci, sosedi, v končni fazi tudi svoje odnose, naprimer z stanovanjem, hišo, avtomobilom, nekaj tudi materialnimi stvarmi lahko razgrajujete in uničujete in me zanima, kaj se bo potem prikazalo, oziroma boste videli, kaj se bo potem prikazalo. Jaz grem tudi tako do tega, da rečem, ok, vse, kar je bilo moje življenje do danes, vse to razgrajujem in uničujem in sem res voljna vse to razgraditi in uničiti. In pa ljudje rečejo tako, stranke, torej, ali pa ljudje, udeleženci delavnic rečejo, ja, samo nočem, da se dobre stvari razgradijo in uničijo. Dejansko morate vedeti, da s tem ne uničujete fizično, torej ne bojo se fizične stvari uničile, ampak pogledi, iz katerih ste ustvarjali nek odnos, neke sodbe, ki jih imate z določeno osebo, neke projekcije, neke pričakovanja, neke ločitve, ki ste jih že s to osebo naredili, ali pa zavrnitve, zaradi česar, mogoče bi lahko bil ta odnos še boljši, če bi šli ven iz tega, ali pa bi bil lahko drugačen, če zdaj recimo ni tako zadovoljiv za vas. Ampak če dejansko vsak dan izbiramo iste misli, iste poglede, iste neke sklepe, iz katerih smo delovali prej, sam poustvarjamo preteklost, zato se tudi ne more nič novega prikazati. In to lahko recimo uporabite tudi v odnosu do samih sebe. Rečete, vse, kar je bil odnos do mene do danes, vse to razgrajujem in uničujem. Pa Right and Wrong, Gutenberg, prvem pokolenju Shorts, Boys, Povac and Beyonds. In potem ste na kreativnem robu tega odnosa samimi sabo. Torej, če bi vsak dan uničili in razgradili odnos samimi sabo in potem rekli, ok, kaj bi pa danes rada, ali pa kaj bi rad danes ustvaril kot odnos s sabo. In boste začeli gledati, ok, ja, nekaj drugačnega in ja, vsak dan lahko naredite, lahko izberete nekaj drugačnega. Če delujemo iz teh starih nekih pogledov, nekih starih sklepov, dejansko nimamo niti izbire, ampak skozi tako nekaj avtomatično izbiramo, medtem ko če razgradimo in uničimo, dejansko se lahko cela paleta nekih novih možnosti pojavi pred nami. In pa ni, ko bi rekla, ni prav pa narobe, recimo, če zdaj pogledamo ta odnos tudi do sebe, ali pa odnos do posla, ni prav pa narobe, ampak vsak dan lahko izberemo nekaj drugačnega in bolj začnejo stvari tudi boljše delovati. In prihodnji teden začnem z enim luškanjem seminarjem, ki se imenuje Posel in denar, torej bomo 22. marca se začne zvečer ob 6. in bomo ga imeli v 4 delih, in dobite en super priročnik in tam, mislim, to ni samo za tiste, ki imate posel ali pa, ne vem, da se bi radi ustvarili posel, ampak dejansko za vse, tudi če ste v službi, ljudje, ki so bili na teh seminarjih, tudi če hodijo v službo, pravijo, da je zdaj vse drugače tudi v službi, torej odnosi ali pa se lotevajo stvari na drugačen način, tako da to je namenjeno vsem. In na tem seminarju se boste naučili tudi postavljati drugačna vprašanja glede poslovanja, glede denarja, glede posla, ki vam bojo omogočila imeti tudi drugačno zavedanje. In bom objavila tukaj link pod tem videom. In ja, tudi ena stvar je še tudi tukaj, boste pogledali, res mislim, tako, namen tega seminarja je tudi tako, da dejansko postanete tako brutalno iskreni samimi sabo in da si pogledate, kaj bi radi ustvarili kot svoje življenje ali pa kot svoj posel
in si naredite kot en kompas, da pač potem začnete v to smer izbirati. Ker namreč, če ne vemo, kaj bi radi ustvarili kot svoje življenje, kot svoj posel, kot svoj odnos, tja bomo prišli v vsakem primeru, zato ker sploh ne vemo, kaj je to. Če bi radi nekaj drugačnega, tudi dejansko morate imeti neko usmeritev za same sebe, si dati smernico. In ta seminar je namenjen temu, da tekom teh, dejansko bo 5 dni, a ne zato, ker bo en dan vmes ne bomo imeli, bo tako 4 dni, torej 22, 23, 22, bo pa 24, 25, 26, če se ne motim, no, boste videli na povezavi čisto točno, da boste teh 5 dni, če že drugačne, namenili temu, da res pogledate v sebe in to, kaj bi radi ustvarili kot svoje življenje. Tudi če je to popolnoma drugačno od tega, kar vsi drugi živijo. Zato, ker mi velikokrat gledamo druge in mislimo, da to, kar imajo drugi prav, pa da je to pravilno. Če mi nimamo tega, da smo napačni, da z nami nekaj narobe, se obsojamo. Kaj, če to ni naša stvar? Kaj, če za nas čist nekaj drugega deluje? Kaj, če lahko mi ustvarimo čist neko drugačno življenje? Kaj, če to, kar živijo drugi, zelo omejeno? Kaj, če je za nas na voljo nekaj veliko, veliko večjega? In če bi radi nekaj drugačnega, če bi radi prepoznali tudi neke svoje zmožnosti v poslu, posegli po tem, kaj vi veste v poslu, kaj vi veste v končni fazi z denarjem, ali pa počistili neke stvari glede denarja in posla, vas lepo vabim na ta seminar. In res, to so taki ful uškani seminarji, ful tako dobra energija, ljudje začnejo ful več kreirati, od posla, od denarja, v končni fazi drugačne odnose imajo, kar je ful zanimivo, glede na to, da gre za posel in denar, ampak ko spremenimo odnos do ene stvari, se spremenijo pa tudi druge stvari. Tako da vse je povezano, in ja, drugače pa, kot sem rekla, uporabljite to orodje, razgrajujte in uničujte svoj posel vsak dan, in bodite voljni res razgraditi in uničiti. Res tako zdajle je začetna točka, v tem smislu, vse, kar je bilo prej, tega ni več. Zdajle je začetek mojega novega življenja, zdajle je začetek mojega novega posla, zdajle je začetek odnosa, zdajle je začetek, česa